Današnji čas je za moške težek čas, nedvomno. To je čas postmoderne, malo da ozadje osvetlimo, da bomo bolj razumeli potem, zakaj je za moške res težko pravzaprav. Ob vseh teh feminizmih, zlasti histeričnem feminizmu in tako naprej, so moški nekam v stran porinjeni. Postmoderna, morda kdo pozna knjigo od Chantal Delsol, francoske filozofinje, ki je napisala knjigo Sovraštvo do sveta. Podnaslov je pa Totalitarizmi in postmoderna. Če ima kdo možnost, da to knjigo v roke vzame, ker mu krasno razloži pravzaprav današnji čas, kaj se dogaja, da razumemo to norost te postmoderne družbe, v kateri mi tudi živimo, celotnega zahodnega sveta. Postmoderna je tako, kot to že poznamo, to zgodbo s komunizma, bolševizma in tako naprej. Težnja postmoderne je napraviti novega človeka. In tukaj gre za zanikanje vsakršne antropologije, znane nam, tradicije in tako naprej. To je znano nam, ne? Tudi komunizem je krdelja, se spomnite, mi bomo ustvarili novega človeka. Kaj pa to pomeni? To je trenutek pravzaprav v današnjem času, ko človekovo mišljenje ne dopušča nobenih notranjih omejitev. Človek je Bog. Kakšne neke omejitve, kakršne koli. Jaz sem svoboden. Tukaj gre za diktat, ne svobode, ampak emancipacije, enakosti. Danes ne govorimo o razlikih med spoloma oziroma med moškimi pravicah, moških pravicah žensk, ampak govorimo o enakosti spolov. Spola sta enaka in na to se seveda postmoderna je možnost za razvoj vseh teh norih teorij, ki so protinaravne in protirazumne, gender teorije, se pravi teorije spola in tako naprej, da je spol samo družben konstrukt in se biološka danost zanika. Vemo pa, da tudi razvojni evolucijski biologi govorijo o tem, da je spol biološka danost v 99,98%. In zanikanje te dimenzije je pravzaprav neka norost postmodernega časa, ker gre za to, za diktat emancipacije. Vsi smo lahko Mozarti, vsi smo lahko, ne vem kdo, Beethovni, če hočete, ali pa Goethe, ali pa ne vem kdo, vsi imamo to. Imam pravico, se pravi, govorimo samo o pravicah, nobenih dolžnosti. In to se odraža tudi v današnjem času in tudi prenaša v družino. Kajti, če ste brali knjigo tudi od teh španskih filozofov Contrerasa in Papula, Nova levica in krščanstvo, tukaj govori o tem, da gre danes ne za družbeno-ekonomsko revolucijo, ampak moralno-kulturno revolucijo. In tukaj v tej revoluciji se prav je borba, se to imamo tudi, zaznavamo, borba proti družini, se pravi družino eliminirati, to nam je že znano, nepomembna, da je, potem borba proti cerkvi, se pravi proti religiji, zlasti proti krščanstvu. Muslimanstvo je sprejeto, vse drugo je krasno, samo krščanstvo je problematično v Evropi, pri nas tudi celo, in pa proti lastnini. To so pravzaprav neomarksistične ideje, da so marksistične, ki so zdaj neomarksistične, in tukaj seveda na udaru družina, predvsem moški smo na udaru, ne toliko matere, ženske, ampak moški. In moškega je spravljeno, da gre za zaroto v nekem smislu, se skuša izriniti iz družine, mu vzeti veljavo in s tem se podre celoten konstrukt, se pravi celotna možnost vzgoje tudi otrok, kajti brez očeta se otrok, zlasti fantov, tudi deklet, ne da vzgojiti. In danes bi rad vam prepovedal pomen očeta, povedal o pomenu tega očeta v družini, kaj je njegova naloga in vloga. Ker danes govorimo o enakosti spolov. Vsi smo enaki, vse ena sta dva očeta, dva mame in tako naprej, ker je popolna norost. Se pravi, v 40 letih je človek postal že drugi, vse razvojne teorije psihologije, ki so od Winnicota do ne vem koga, vse ne bom omenjal, so zanikane, to nič ne velja, to je pač nekaj zastarelega, konzervativnega in vse, kar je novo, je boljše, dobro in tako naprej, ker je pa tudi nasprotno zdravo pametjo. Glejte, vsi vemo, da je v prvem letu, ko se otrok rodi, zlasti v prvem pol leta, mama v nekem smislu edina, ki je pomembna za otroka. Otrok raste 9 mesecev v materi, ne očetu. In
ko se rodi, je fiziološko in tudi psihološko, in tudi fiziološko še v nekem smislu zvezan z mamo. In sta, kot pravi Winnicott, ne obstajajo dojenčki, obstajajo dojenčki z materami. In če mama zataji v tem obdobju, zlasti v prve pol leta, ko govorimo o simbiozi, so lahko posledice kasneje za otroka, če se ne zna na njegove potrebe priklapljati. Če ne sledimo, če se pravi, vse vidite sami, poznamo in vemo, kako se otrok pomiri v naročju matere. Ko začuti sliši njeno srce, ki prihaja s trebuha, vsak dan sliši ta ritem. Gibanje umiri, ko ga vzame naročje, ga poziblje, ga damo v zibko in tako naprej. To gibanje pravzaprav je nadaljevanje gibanja matere, ko ga je nosila v trebuhu in to ga pomirja. Zato tudi še kasnejše otroci se pomirajo kje? Na gugalnicah. Imamo to izkušnjo vsi. Da otroka pomiriš, ko se zaguga, pravzaprav podoživlja so to povezavo, notranjo povezavo z materjo. In tukaj je mati vse za otroka, ne oče. Očetova naloga v tem prvem letu, prve pol leta in tako naprej, je to, da skrbi za mamo. Seveda, to ne pomeni, da ne previja otroka, da se ne vključuje v sam proces, se pravi, nege otroka, nedvomno, ker so tudi matere, v končni fazi mati takrat rabi podporo in ljubezen svojega moža. In njegova edina naloga je, da nosi mamo, se pravi svojo ženo po rokah, da ona lahko tvorno vstopi v simbiozo z svojim otrokom. To je njegova naloga, da ljubi mamo. Ne pa hudiša, zdaj pa zamislite, v Sloveniji na primer je 200-250 tisoč alkoholikov in tako naprej in Bog je kakšne težave še in kako ne bo mati umirjena, če je oče ob njej takšen drugačen moten dan ali drugačen način. Se ne more pomiriti in seveda to prenaša na otroka. In posledice, zdaj pa še so kakšna psihoza, se pravi poporodna psihoza, ker je tudi veliko tega, ali pa da nima empatije, da je osebnostna struktura takšna, da se ne more empatično uživeti otroka, potem kasneje lahko sledijo pravi psihologi hude motnje pri odraslih že, oziroma odraščajočih otrocih, ki se kaže v avtizmu in tudi psihozah, shizofreniji. Že tukaj so lahko nastavki. V prve pol leta življenja, da ne bom predolg, v Ameriki med obema vojnama je veljalo pravzaprav izrek zločin je v krvi. Od kje je izhajalo? Z tega, ko so psihiatri oziroma ko so žene oziroma ženske, ki so bile noseče, ki so bile zaprte in rodile v zaporih, so te otroke takoj vzeli tem materam in jih dali v sirotišnice. In te otroci so umirali, imeli hude težave in tudi večina postali kasneje v življenju sami kriminalci. Neobvladljivi. In seveda zločin se pravi podeduje. Nekaj so ugotovili pravzaprav, da je vzrok temu to, da so jih od mater odtrgali, da otrok ni mogel podživeti vsega tega, kar sem prej pripovedoval. Da je to glavni razlog in zaradi tega je mati vse. Oče pa zato, da skrbi za njo. To je njegova naloga. Ne more nadomestiti oče, matere v teh zgodnjih letih. Nemogoče. Ker je to biološka danost, fiziološko-biološka danost in je nemogoče z nekimi teorijami novimi to zdaj zamenjati. In tudi dva očeta ne morata tega napraviti. Se pravi, je mati, se pravi, vzgoja je možna tudi kasneje samo med očetom in materjo, ki so biološko različnega spola, ker gre za vlogo tukaj, silno pomembno vlogo, po kateri se otrok raste in se identificira potem in vstopa v odrasli svet. Fant se mora identificirati z moškim, ne z mamo. In dekle tudi z materjo in pa preko očeta, ki bom kasneje morda, če bo čas povedal, vstopa v ta moški svet, v svet normalnosti, v narekovaju, heteroseksualnosti, če hočete in tako naprej. No to v prvem obdobju pravi znani psiholog, se tudi imam knjigo, Družina na Križpotju, opisujem ta razvoj in tudi pomen družine. V prvem letu ta Erikson, znani, to je bil učenec Anne Freud, hčere od Freuda, pravi, prvo leto je obdobje, ko se vzpostavi temeljno zaupanje otroka do sveta.
Ne samo do lastne matere, ki je najpomembnejša oseba, ampak do vseh ljudi se tukaj nastavijo. Če je mati takšna, kot sem prej pripovedoval, da lahko vstopa v takšen odnos z otrokom, da sledi njegovim potrebam, se uglašuje na njegove potrebe in mu sledi. Se pravi, če tega ni, potem se lahko oblikuje temeljno nezaupanje. In kasneje v življenju te otroci nikoli ne morejo stopiti z neko odprtostjo, z neko predanostjo v odnos z drugimi ljudmi, ker so vedno v strahu, da se mu bo pravzaprav nezaupljivosti, da se mu bo kaj zgodilo, da njegove potrebe ne bodo zadovoljene. In to nosi sabo in tudi zlasti je problem to pri dekletih, ko odraščajo, ko dobijo partnerje oziroma može kasneje, se težko predajo mu, ker je notranja struktura osebnostna takšna, da se ne more predajati in je v spolnosti kup hudih težav ob tem, ker dejansko se ne more prepustiti. Ker v zadju ne gre za to, da je zavrtost, ki je dosti kot pravijo katoliška in takšna drugačna, ko včasih se spomnim, so duhovniki spriženc kar malo ropotala, da sem že pakuse odpiral včasih in se ga pravi je bilo. Ampak tukaj gre za ta problem, za osebnostno strukturo, ki je preprosto nesposobna, ker nima ničesa, ker bi morali dobiti v prvem letu življenjske starosti. In če tega ni bilo, kako boš to nadomestil? S psihoterapijami in tako naprej. Ja, nekaj že lahko blažiš, ampak nekaj, če manjka v nizkem razvojnem obdobju, je silno težko nadomestiti, oziroma se ne da nadomestiti. Lahko seveda kompenziramo z drugimi stvarmi, je pa težko. Zaradi tega je tako pomembno. No, naslednja faza je tukaj je mama, Bog. Naslednja faza je pa faza, temu rečemo, samostojnosti, avtonomije. To pa je otrok od 1. do 4. leta. Tukaj je otrok že seveda vstopa v svet, počasi shodi, začne raziskovati svet okrog sebe in seveda starši ponavadi smo hiperprotektivni, zlasti materi, pa zlasti če so edinci, ker je to problem današnje družbe, zlasti slovenske, da imamo enega otroka, pa še mala, ali še to ne. In tukaj seveda je idealna prilika, da se vzgajajo narcisi, kajti ta otrok je ponavadi Bog, oziroma je genij, ker naš je edini, lejte, ko vse znane, že tabelco, že obvlada že pred 1 letu, 2 letih in kot naprej, idiotizem. Vse ve, sam še nekaj tiste, ki je psa, sam še govori, ne zna, da si tako brihti. In so najbolj brihti, najboljši in tako naprej, in so genialni. In starši, če niso zreli, pravzaprav spodbujajo, da ta otrok se začne obnašati kot genij. Ker to od njega pričakujejo. In če se ne obnaša po njihovih pričakovanjih, kot najbolj bistven, najbolj sposoben, ga ignorirajo. Ni mu, da ga kaznujejo, veste, za tepežem ali kako, ampak ignoranca. To je nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi otroku, ker ne more razumeti. In seveda se začne obnašati tako, kot njega pričakujejo, kot da je genij. In na koncu se oblikuje tako imenovana narcistična kultura, narcistična družba, ki je značilna za naš čas. Laš je napisal knjigo Kultura narcizma, ki je v slovenščino prevedena pred nekaj leti, mislim, da sem obral v Hrvati, so mi že pred 30-40 leti to knjigo prevedeno. Tako da je to zanimiva literatura, da lahko berete, da razumete današnji čas narcizma, oziroma motenosti. Tako in sicer, če smo mi preveč hiperprotektivni in tako naprej, pustimo zdaj psihoanalitične razlage, dokaj gre za tabletni trening in tako naprej, se namesto zaupanja samega vase, samostojnosti, da je otrok kasneje v življenju vstopa pokončen, temeljni sram oblikuje. To je za psihološko ne bomo razlagali, zakaj to. No, ampak tukaj otrok, naprimer pri 3 letih šele, stopi iz diade, se pravi iz odnosa mati-on, v trijadni sistem, se pravi v družbo. Začne opažati tudi druge ljudi, seveda. Tukaj je za dobro razumeti ta razvojni proces, da je smiselno otroka v vrtec oddajati pri 3 letih. Kajti takrat se otrok začne igrati z drugimi. Do zdaj, do 30 leta se je igral sam s sabo, čeprav je v grupi. Se pravi, da efekt grupe ni takšen otrok okrog sebe, ker on se igra med otroki, vendar se igra svojo lastno igro, ne igra se pa igre z drugimi. In je najboljše, zdaj pa seveda, ker je pa čas takšen, da 1 leto mi imamo še v redu, da je države imajo v parih tednih mestih in tako morajo otroci, že morajo iti v jasli v nekem smislu, to pa ni najboljša rešitev. Ampak otrok, se pravi, že vstopa v zunanji svet in postane, kot pravi psihologi, postane človek, grdo rečeno. In tukaj pa seveda vstopa ne samo mama, ampak oče počas.
Tukaj se pa začne že proces, pravzaprav od 4. leta pa še zlasti, pa do 6. tako imenovane iniciativnosti. To je obdobje po Freudu Oidipovega kompleksa, ko ga je treba razrešiti. In je nujno, to je univerzalen proces za vse ljudstva, za vse plemena, če hočete, je ta Oidipov kompleks se mora razrešiti. Ampak ne bomo psihologizirali o teh stvarih, gre za nekaj. V tem procesu mora se otrok, ni več središče sveta oziroma njegove potrebe, ampak na prvem mestu, ampak se mora otrok naučiti, da je svet poln nekih prepovedi, zapovedi, nekih pravil in tako naprej se mu začne počasi po svojih zmožnostih prilagajati. In tukaj je vloga očeta vedno večja in že bolj bistvena. Kajti oče bo kasneje in tudi zdaj že tisti, ki bo preko prepovedi, zapovedi, meja, temu rečemo zdaj, otroka pravzaprav navajal na zunanji svet. Zunanji svet, ki je poln frustracij. Naši čas pa otroke čim manj frustrirati. Ne? V prvem razredu ne smejo sami v šolo, v drugem razredu ne vem kaj. Vsa družba ga pokriva, da ja pazimo in jih napravimo invalide. Da so popolnoma nesamostojni. In je treba seveda otroka pripelje do tega, da je svet zunanji takšen, kot je. In to je realiteta zunanjega sveta in naloga očeta je tudi kasneje, da ga odpelje od matere v ta zunanji svet, v katerem bo živo. Se ne bo večno pri materi. Slovenci imamo to težavo, da v Evropi se mi zdi, smo prvi, ne, da sinovi, ne hčere, ostajajo do 34. leta v mama hotelu. Ker je katastrofa. Za moške in seveda jezne ženske, ki imajo mamine sinove poslije in tako naprej, ki ne znajo iti do sveta. Ker je najbolj komod, ker to najbolj paše, mama vse zna, mama ga streže, mama tako naprej in se ne odcepijo od mame. Ne. Ampak tudi veliko vlogo imajo tudi matere tukaj, ne samo očetje. No, in ta naloga očeta je vedno večja in oče je tisti, ki bo otroka pravzaprav v tem času moral disciplinirati, ne v negativnem smislu. Kaj to pomeni? Da mu ga nauči prelagati potrebo. Ne moreš takoj dobiti stvari, ker ni potrebno, niti ni nujno, ampak boš kasneje. In to je temelj discipline kasneje za življenje. Da otroku naučimo prelagati potrebo. Da ni neko razvajeno derište, da se meče po tleh sred trgovini in tako naprej, tudi če se bo, pač da ne popusti, ampak ga navaja na to, da je treba neko frustracijo preživeti. In to je bistvo, da naš svet pa tega ne omogoča. V veliki meri so krive tudi matere tukaj. Kaj se dogaja v tem obdobju? Ko oče morda želi, ali pa če je odnos ni najboljši, lahko karkola, da se to po naravni poti vse napravi, ni treba bene znanja psihologije in tako naprej, po kmečki pametni se to zdrave družine to same doumejo in grejo v to smer. Ampak ponavadi je to tako, v teh, ko se zakomplicira kasneje. Ko oče skuša malo bolj na trdo postaviti vzgojne norme, matere pravi, pregrob si, ne delaj tega, poslušaj, ubogi otrok, saj ne more tega še razumeti in ga pokrije. Ne? In oče nekaj cajta se še morda bori, pa se pa reče, kaj ne briga, tega, imaš rih tega, jaz se umikam z tega in se res umakne. In na koncu žene, seveda, otrok, dokler je še v tem naslednji fazi, temu rečemo faza mirovanja psihološkega, je faza učenja v nekem smislu, se psihološki razvoj umiri do pubertete, so obogljivi, ni takšen problemov, ki dosta. In sledijo tudi materi, tudi če očeta kaj ni. Ampak ta oče zelo, zelo manjka, ki se bo kasneje izkazalo. In do pubertete ponavadi, ko je ta razvoj malo ustavljen, ko mora delovne navade otrok pridobiti in tako naprej, pa če je mamja ni tudi dovolj stroga pri tem, potem bojo velike težave, delovnih navad ne bo in kasneje v življenju bojo hudi problemi. Ampak potem ga prijo puberteto. Zdaj, če je sin, ne govorimo o sinu, tukaj hčere bomo malo drugače, ta sistem, ne, ta proces. Potem pa se znajo težave, ki se fantje uprejo materinim oziroma ženskemu principu, ker je popolnoma normalno. In hvala Bogu. Ne šmerglajo več mame. In lahko mama se na glavo postavljajo, ne bo Bogu. Ne bo naloge naredil, ne bo ga naredil in takrat pravi mama, da je oče, pridi, da je red naredi. Prepozno. Zamujen čas je za to. Se pravi, oče bi moral vstopati v ta svet prepovedi, zapovedi, meja in tako naprej v tem času, ko se oblikuje že v tem predelavi Oidipovega kompleksa, ko se oblikuje otrokov moralni čut, se pravi, kaj je prav, kaj ni prav, tudi občutki krivde, v nekem smislu krivde v pozitivnem smislu, da če nekaj ga ušpičaš, tudi to občutek krivde imaš v sebi. Ne pa, da ga ni, ne? To je pa patologija.
In zato je oče tisti, ki ima glavno vlogo pri tem, teh meja in tako naprej. Kaj ti zakaj? Mama je vedno in brezpogojno ljubeče bitje za svojega otroka. In vedno bo otrok šel k materi po tolažbo v naročje, ko bo hudo, težko in mama ga bo potolažila. Zdaj pa, če ima oče umakne, kot smo prej govorili, pa mama dvojno vlogo igra. Na eni strani ga tolaži, na drugi strani ga pa štopa, ga prepoveduje, kaznuje morda tudi in tako naprej. To je dvojna vloga, dvojno sporočilo in otrok ne more drugače kot zmeden z tega ven prijeti. In tukaj je vloga in naloga, da oče prevzame te stvari in da mu mati to prepusti oziroma ga upelje, če je dovolj pametna, da bo te nalogo, to vlogo tudi odigral, kako se spodobi. In pametne matere to intuitivno vedo in pustijo očetu, da vstopajo v ta vzgojni proces. In če je preveč grob, morda za njen predstavo, nikoli ne smejo pred otrokom reči, poslušaj, to ne smeš, oziroma to je pa pregrobo. Ampak kvečem post festum na samem, dragi moj Francel, meni se zdi, da je tole pa res ni v redu, da si pregrob, da tako se ne gre, pa bo Francel razmislil, če je korekten, morda ima pa prav in bo svoje vedenje morda malo spremenil, prilagodil in tako naprej. Če bo pa videl, da je pretirava, bo pa rekel, ni govora, tako bo, kot sem rekel. Amen. Tako. In to je ta prava drža. Da upoštevaš svojo ženo, ne da jo ignoriraš kot moški, ampak takrat jo upoštevaš, če vidiš, da ima prav. In te upozori na nekaj, vsi imamo neko slepo pego v življenju, veste. In je prav, da v tem srečevanju, ko nam špego nastavi žena ali pa mi ženja, da se zamislimo na svojimi dejanji in jih tudi spremenimo, če niso v redu. To je ta odprtost in ta zrelost pravzaprav človeka in tudi moškega, da upošteva svojo ženo. Ni to rečeno, da je žena zdaj umaknjena na stranski tip, samo oče. Oba dva sta tukaj, vendar vloge so različne. In to vlogo, se pravi, da pelje otroka v ta realni svet, je očetova. In mu mati mora to dopustiti. Se spomnim primer, v terapevtski skupnosti imam tudi eno ravnateljico, ne bom povedal, katere, ker verjetno vsi poznate. In ona je bila včasih na vaški šoli ravnateljica in je vedno, seveda, na govorilne ure hodijo mame, ne? Sem pa tjaka še noče. Ker to očete se s tem ne obadajo, da se so prej povedali zakvane. Zakaj? In sem jaz rekel, poslušajte, nehajte mame vaditi. Dajte očete poklicati in je res me ubogala, narekovajo. Rekla, samo očete je povabila, mater je prepovedano, nimajo kaj hoditi. In so očete res prišli. Tisti otroci, ki so bili najbolj problematični, tako naprej, čez en teden je bilo vse urejeno. Benih težav več, prej pa skozi težave naprej. Ker je oče dan prišel, verjetno še to kmečki okolje, je pas odpel, zapelo in je bilo rešeno za celo 8 let, oziroma samo šolo. Mame pa seveda z drugačen način prihajajo, tega smo, in to je cesto, zdaj pa imamo zakon, ker je vsak tepež, jaz ne zgovarjam tepeža, ne me napačno razumeti, ampak včasih je pa kar zdravilno, za kakšne takšne, ko gre preko meja. Zdaj pa seveda vsak udarc pravijo, zdaj te psihologi od Gostečnika naprej spremeni strukturo možganov in tako naprej, dejte namerno. In je trajna posledica, malo pretiravajo. Ne, delež od tega, da se otroka tepe. Bog var. Ampak včasih pa prav prosim. Tega je treba pa še eno poriti, neč hodega. Zaradi tega ne bo nobena travma naprej v življenju. Ampak okej, kdo misli, da zagovarja to, da je treba doma pretepati. Bog var. Ne. Ampak gre za to, da to vlogo očeta, da se upošteva, da oče trden. Kaj ti otrok, potem kasneje, ko prije v puberteto, ko išče lastno identiteto in tako naprej, veste, ko se obrne od družine v družbo, se pravi, se psihološki proces individualizacije, se pravi osamosvajanja, ki traja do 6. leta, ponovi samo v drugačni obliki, med svojimi vrstniki in tam mora svojo družbo najti, med vrstniki mora najti svoje mesto in takrat so seveda v tej puberteti vrednote družine na preizkusu. In zdaj, če je bilo v tem obdobju do pubertete, kako se spodobi vloga očeta, matere, zdrava družina, z zdravimi vrednotami, jih otrok pravzaprav je v nekem smislu ponotranju, ampak zdaj jih preizkuša. In ko bo prišel če je bilo v redu te odnosi, da so bili normalna družina, kolikor toliko korektna, kot se spodobi, bo otrok lahko v družbi diferenciral, znal razlikovati, kaj je prav, kaj ni prav. In ga ne bo identiteta klape potegnila, če dela kakšne velike traparije, ali kadijo marihuana je zdaj nekaj čisto normalnega in tako naprej, ali se zapijajo, ali kradijo te tolpe
razbijačev in tako naprej, huliganov. Tako naprej, veste, te mladi ljudje, če nimajo dobre osnove v družinah, kjer je razbita družina, ne more te lastne identitete oblikovati, ker te vrednote jih pravzaprav niti ni. In kako jih naj potem v družbi in ga pride do izraza? In ga klapa, potegne svojo identiteto in se on zlije z njo. In misli, da je njegova identiteta to, kar je identiteta te klape, ki je lahko zelo rušilna, problematična in tako naprej. In ko tazga mladostnika dobiš pred sabo, ki je prejšnji dan še Bog je kaj kradel in tako naprej, ko se s tabo pogovarja, pa ne bi verjel, da je on bil prejšnji dan sposoben kaj tazga napraviti. Popolnoma drug človek. Hočem povedati, da ta klapa, identiteta klapa je tako močna za takšne otroke, ki izhajajo iz razbitih, ne vem kakšnih družin, kjer se kregi in tako naprej, ker niso vloge jasno razdeljene med očetom in materjo, je velika možnost, da takšen otrok bo podlegel tej zlitosti za noro družbo, v katero vstopa. Če pa ne, bo pa znal diferencirati, kaj prav, kaj ni prav. In bo rekel, to je zame, to ni zame. To se, na primer, Američani, če se dotaknem, sem prej omenil. Zato je katastrofa. Vse to je zdaj najnovejša literatura, ki prihaja, ameriška seveda. Včasih smo bili mi še mladostniki, to so bili cvetlični dečki, se pravi seksualna revolucija, marihuana se je kadila, ampak takrat je bilo vsebovanost THC-ja 1, 2 do 5%. To je rekel zdaj, ker je še alkoholik rekel, en blag špricar, da spija, da se skrb neč. Danes je ta trava tako predelana, da je do 80, celo do 95% THC-ja. In ta THC dejansko kuri možgane. In ogromno je dvojnih diagnoz mladostnikov, ki prihajajo v komune in tako naprej zaradi marihuane, ne zaradi heroina, kokaina in tako naprej, ampak navadne trave narekovajo, prihajajo, imajo večina dvojna diagnoza. Psihozo ponavadi zraven ali pa hude agresivne izpade, tudi poboji, umori in tako naprej, zlasti v Ameriki je tega ogromno. In so bili pozitivni te ljudje, ki so jih proučevali samo na marihuano, na nobeno drugo prepovedano drogo. In ta marihuana je tako škodljiva, da dejansko, poslušajte, tega se ne zaveda, tudi pri nas, temu se ne govori. Jaz sem imel primere fantov v terapevtski skupnosti, mladih, so bili zlati maturanti, ne 3, z vsemi točkami. Enega izpita na fakulteti niso bili več sposobni napraviti. Brez možnosti koncentracije, da bi lahko se usedel in študiral, ker so seveda šli na medicino, ker pa so imeli pike, točke in tako naprej. En je delal prvi letnik 5 let, potem je pa obupal. Ker so bili možgani, jaz sem pogruntal, zakaj gre, veste, pred leti. Kaj je vzrok, vidiš, tle bil še zlat maturant, zdaj pa ne zmore niti ene stvari. Kar se je šele po 2-3 letih ugotovilo, šele povedal, da je on v 3. in 4. letniku so te fantje intenzivno kadili marihuano. Zaben ne poveže s tem, jo, so iščejo psihologi druge vzroke, boh je kakšne travme in tako naprej. Dejansko gre pa za travo, ki kuri možgane in smo nekritični kot družba do tega. Tega je ogromno. Ali v današnjem času, se pravi vse te moderni pametni telefoni, internet in tako naprej. Jaz vedno več srečujem mladih v svojem delu, ki so strašno utrujeni. Zdaj smo 70 let, pa sem za njih ko mladenič. Odlom pa maraton, oni ga ne morejo. Vse te stvari, oni so zjutraj že utrujeni. Noben ni pomislil, da ure in ure preživijo za modro svetlobo ekrana, pametnega telefona, celo zvečer, ko gredo spat, imajo v svojih sobah to in brskajo po temu. In kaj se dogaja? Ta modra svetloba uničuje melatonin v možganih, v telesu človeka, ker je osnova za normalen spanec. In so dejansko neprespani in utrujeni za umret. To je vedno več mladih ljudi, ki moram verjeti, ko prihajajo k meni, so tako utrujeni, takšni, da so mogli kipeti od energije, nišče od njih. Nimajo življenjske osnovne moči, energije, da bi živeli sploh, kako se spodobi. Tako da je to en velik problem in to zasvojenost, bodoča zasvojenost za internetom in za vsem tem stvarmi. Tega na Hrvaškem že imajo kliniko pri nas, v Gorici, Kramli se ukvarja s tem, da on bi lahko krasno predavanje napravil te stvari, ker je tudi odličen govorc, da vam malo svetli te zadeve, zlasti staršem, da boste pozorni, kaj pomeni
zloraba interneta, pametnih telefonov, ker danes rečejo starši, ja, bo pa izoliran, ne bo, če damo teh stvari, ne bo mogel med družbo stopiti. Ja. Tega ne moramo se izogniti, da bi to prepovedal, ampak da se te stvari uporabljajo, ne pa zlorabljajo. Se pravi za delo, za šolsko delo, za lastno delo, ker mi pravimo, ne pa da je to za zabavo. Čim je ta stvar za zabavo, smo že na poti zasvojenosti. Ker to potegne. Vedno večja doza je potrebna za to, da se človek dobro počuti. To pri alkoholu ali drogi in tako naprej. Jaz ne poznam alkoholika, ki je hotel to postati. Ga še nisem srečal. Vsak pravi, jaz obvladam, jaz imam še kontrolo. Tudi te mladostniki, to sploh ni problem. Jaz lahko neham, kadar čem, pa ne more. Ko enkrat ne moreš več nehati, ko moraš vedno večjo dozo dobivati, to pa je zasvojenost. Ko je neka sredstva ali kemično ali nekemično, tvoj gospodar. Dobro, to obdobje identitete je silno pomembno za fante in tudi dekleta, da imajo dober zgled v familiji, kot sem prej omenil. Potem bodo lahko v obdobju mladostništva, potem navezovanje stikov in tako naprej z drugim spolom. Zdaj lahko rečemo, že z istim spolom. Da je nekaj normalnega, da vstopali, kako se spodobi. In svoje življenje v pravo smešli in vrednote, ko smo starši, da si krat obupani pri mladostnikih. Vse, kar smo jih učili, vse to nič ne velja, kaj smo zavozili, kaj smo mi vse zavozili. In potem, ko imajo otroci težave, imajo grozne občutke krivde starši. In potem začnejo iskati strokovnjake, psihologe, pedagoge, socialne delavce, začnejo listati po knjigah, ki je cele metre knjig o vzgoji in tako naprej. In bolj berejo, bolj poslušajo strokovnjake, večje občutke krivde imajo. Ker vse, kar jim strokovnjaki svetujejo, nič ne pomaga. Vse, kar preberejo, ugotovijo, ja, res je tako, ampak v lastnem primeru, vse to znanje, vedenje nič ne pomaga. In jaz jim svetujem ljudem, ki to delajo, izogibajte se psihologov, pedagogov, strokovnih delavcev, psihiatrov, vsega, izogibajte se. Ker oni vam bodo dajali rešitve. Te rešitve so pa takšne, ki ne prinesejo rezultata. Zakaj gre? Pri vzgoji mi, kot zlasti očete tudi nagovarjam, pa tudi materi, mi vzgajamo otroka s svojim lastnim zgledom. Se pravi po svojem notranjem redu, takšen kot ga imam. Se pravi, vzgoja je avtoritativna, ne avtoritarna. Se pravi, svojo lastno avtoriteto jaz vzgajam svojega otroka. Se pravi, zgledom. To, kar govorim, tudi delam, živim tako. To je tisto, kar otrok verjame, notranje verjame. Ne, da nekaj govorim, pa nekaj zahtevam. Naprimer, ne smeš kaditi, pa ga nabutam tam za vogalom, sam pa kadiš kot Turk. To ne gre. Mladostnik, zgubiš vse kredite pri mladostniku, če kaj tazga počinjaš. No in k meni, ko prijajo ljudje z problematičnimi otroki, malo na marihuani, malo na onem, tretjem, četrtem in se naučijo, pa mi pravijo, kaj ne naredimo? Jaz pa jih gledam za mizek, so pojma nimam, rečem, pojma nimam. Kako lahko kaj tazga reče, se jaz strokovnjak. Tega poslušajte. Jaz sem svoje otroke vzgojil, tako sem prej povedal po svojem notranjem redu. Kdo ste vi? Kakšen je vaš notranji red, vrednot in tako naprej, s pojma nimam. In karkoli bo svetoval, bo prihajali iz mene. Pri meni je to pač šlo in hvala Bogu se je šlo tudi, kako se spodobi. Kako je pri vas, s pojma nimam, vas ne poznam. In vam lahko dam na svet, ki pa, če ne bo prišel iz tega vašega notranjega reda, popolnoma brez veze. Nima smisla. Se pravi, da je treba tukaj najti. In problem današnjega časa so in smo negotovi starši. Ko se ujamemo v to zanko, negotovosti, kaj vse smo mi narobe naredili, da z otrokom ni tako, kot smo mi pričakovali in pričakujemo, da bi morali biti. In tukaj je problem, ki ga jaz vidim, da ti starši, potem, ko sem rekel, hodijo od strokovnjaka, berejo to literaturo o vzgoji in vedno bolj so zmedeni in vedno bolj večji občutek krivde nosijo pri sebi. Ker ugotavljajo, vse je šlo narobe. In jemljajo vso odgovornost na svoje rame, ne na otrokove rame. Ne dajo, ampak sami. In se to negotovosti, seveda te otroci odraščajo. Kako ne otrok odrašča v polnokrvno osebo, trdno osebo, če živi in odrašča pri materi in očetu, ki sta negotova vase, ki ne verjameta vase. Kako ne se postavi oče pred očeta, pred sina, pa mu reče, dragi sin, ne bo tega, se pravi, pametnega telefona in on začne govoriti, vse imaš mene, ne?
Ne rabiš pametnega telefona, jaz sem tukaj. Ne? Z mano se pogovori, jaz sem tukaj kot oseba, ne? In je treba zdržati to. Se pravi, oče, ki je gotov vase, ki je tudi pravičen, strog tudi lahko in tako naprej, ne pa ne nasilnaš, ampak v nekem smislu pravičen, tako se spodobi. In mladostniki rabijo očeta in mater, predvsem pa očeta, rabijo, ki je trdna oseba, da se lahko zanese na njega. Rabijo meje. Jaz se spomnim primer, da smo skupino mladih, ko sem bil v Škofji Loki še v službi v Centru socialno delo, in sem nabral 12 mladih, ki so imeli gimnazijce, 4., 3. letnik, ki so imeli te zbirne vsebine, ko so pomagali učencem v osnovnih šolah pri učenju in tako naprej. In sem jih malo skupaj zbral na centru, pa sem začel malo teh socialnih iger in tako naprej. Nekaj sem jim začel podtikati sistem, Ruglov sistem, s katerega jaz izhajam. So rekli, dajmo eno knjigo prebrati, pa bomo potem prebrali, pa se bomo v njej pogovarjali. Ne. Pa so prebrali, pa so se pogovarjali v tej knjigi, potem sem rekel, dajte tudi napisati svoje razmišljanje v tej knjigi, pa bomo to zbrali, pa uredili takšne utrinke, pregledni referat tega in tako naprej. Pa gremo v hribi, pojmo. Pa smo šli na viševnik tam nad Pokljuko in je bil lep dan, res lep dan, ko se je kredarca takole videla na roki. Upran dan je bil. Zagledajo tisto, ne šli tudi kjale gor, na Triglav. Ko gremo drug teden, ni problema. In se jih nabrali, smo šli in se jih najlažji pot čez Vodnikovo končo pelo gor čez, ne. To je bilo enega trpljenja, vse brez kondicije, brez vsega in tako naprej. Ne. Ampak od teh je 12 mladenk je 8 postalo planinskih vodnikov kasneje v življenju. Potem sem jim potaknil tek, ne. Gremo malo tek, tako naprej, pa sem maratoni skupaj lahko in tako naprej. In se mi ta Ruglov sistem, načina življenja, podtikal na ta način in oni so sledili ko ovčke. Mladostniki, in zakaj mislite, da so sledili ko ovčke? Ja, zato, ker sem jaz vse to počel sam. Jaz sem laufal maraton, jaz sem z njim hribil, jaz sem z njim sobote, nedelje preživel in tako naprej. In so mi sledili in hlepeli po pravzaprav avtoriteti. In to je tudi v družini lahko tako, da je oče pravzaprav tista avtoriteta ob asistenci matere, seveda logično, enakovredno, enakopravno, vendar z dologo, ki je on tisti, ki bo prepovedoval, zapovedoval, meje postavil in tako naprej. To je njegova naloga, ne materina, ko sem prej omenil, to je dvojno sporočilo, če mama igra bojo vlogo. In to je problem današnjega časa, da očete so umaknjeni. Po eni strani so umaknjeni lahko zaradi tega, ker so jih žene nespametno na stran potisnile in pameten moški, tle imaš, deli kar češ, se umakne in potem je kaos kasneje. In so te otroci ubogi, v končni fazi se ne morejo orientirati, nimajo te poti naravnane ob pravičnem in močnem očetu. Po drugi strani so pa, zlasti za Slovence, je to značilno, vsak drugi, tretji zakon se razveže. Ali pa zdaj so ne zakonske zveze, ampak izvenzakonske zveze. To gre narazen, ker te mladi ljudje niso sposobni zdržati nekega trpljenja, če hočete, nekih preizkusov, ker živijo po principu ugodja, temu rečemo. Sam to je važno. In niso sposobni se nekemu odpovedati neki stvari. Tudi klinični psihologi ugotavljajo, da je vedno več motenj osebnosti, se pravi psihopatstva, kot pa nevroz. Motenj osebnosti to pomeni, da človek ni sposoben pogledati vase, se zazreti vase in z tega potem neko spremembo narediti. Ampak vedno so njegovim težavam krivi vsi okrog njega. In dejansko to tako čuti. Ni to obramben mehanizem. Njegova osebnostna struktura je takšna, da pravzaprav nima pogleda vase, nima te kapacitete in z njim ne moč nič napraviti. Ne terapevtsko, ne naše, to je izgubljena bitka. Tega je vedno, vedno več. To je pa zaradi tega, ko sem prej govoril postmodernega časa, ki je človek postal bog, ki ga nič ne omejuje, ker je družina tako funkcionirala, da očetje ne prevzemajo svojih vlog, da se red vzpostavi in seveda živijo po principu ugodja. Razvajenost, temu je že pokojni Žorž veliko pisal. Ne? Razvajenost otrok to pomeni, da niso prešli procesa Oedipovega kompleksa, da bi postali moralne osebnosti, se pravi z odgovornostjo, zakaj je prav, kaj ni prav, ampak stane na nivoju potreb, užitka, ugodja. In to nese naprej v življenje. In to imamo zdaj to težavo v današnjem času. Tako da je za očete seveda silno pomembno, da svojo vlogo odigrajo. In te razveze, kot sem prej govoril, seveda otroci so v 99% ali pa malo manj morda
dodeljenih materam. Zdaj, če je šel ta proces razveze, kako se spodobi, se pravi s harmoniko, da so se ločili, kako so se poročili, da je razdelana zadeva, da se jasno, da sodelujeta, potem otrok se hitro adaptira na novo stanje in bo prehajal od matere k očetu brez nekih občutkov dolžnosti, naprimer, da izdaja mamo, če gre k očetu. Zlasti, če je mama še jezna na očeta, prizadeta in tako naprej in blati tega očeta v očeh otroka. Izguba je takšen, je drugačen in tako naprej. To je hujš, dr. Ramovš enkrat rekel, to je hujš, kot da mu roke odsekaš. Večja škoda je, da zakonc, se pravi ali oče ali mati, drugemu zakoncu ob razvezi ali kakšenkoli blati, ker otrok ima rad in mamo in očeta in trpi. Sem spomnil en primer, prišel k meni 15-letnik, ko sem še na centru delal v razvezah, takšno je rokezo, da ste vijolično, rumeno, noter ketne od njega visele, strgane hlače, se veste, kakšni so te darkeri, ne. Prije noter, da se kar malo strašil, kar malo sedite noter. Si prišel povedati, kaj on želi biti ali pri mami, pri očetu, ki moš otrok tudi mladostnike vprašati, ne, če se starši sami niso zmenili. Čez 5 minut je jokal kot dež. Kot dež je jokal. Poslušajte, ko sem mal o temu, ker je bilo seveda mati blatila očeta in tako da se je izkazalo, oče se ni še ureden, on pa hrepenel po očetu, v bistvu mora biti pa lojalen svoji materi, ker pri njej živi. In je to, da je normalno, da vstopa v odnos z očetom, izdaja materi. In mnoge matere so takšne, prostite, da govorim, lahko tudi, jaz ne govorim ne sam matere, tudi očetje, ki je bilo za vesolje posleta, ki pravzaprav ne prenesejo in nekupenih zamer, niso zrele osebnosti in preko otrok svojo travmo, svojo žalost, svojo jezo, bes in tako naprej sproščajo in blatijo en drugega. To je za otroka najhujše, kar se mu lahko zgodi. In takšne otroke jaz dobivam kasneje v terapijo, odrasle že, poročene in tako naprej, ki sploh ne vedo, s česa izhaja njihova težava. Na koncu pridemo do problema, pravzaprav nerazdeljenega odnosa z očetom in mamo. In v 90% ljudje, ki prihajajo z različnimi diagnozami, v narekovaju, težavami, stiskami, imajo nerazdeljen odnos z očetom in mamo. In to potem seveda hitro ugotovijo, pa literaturo preberijo, človek ugotovi, zakaj gre, da je tukaj in kupenih nerazličnih težav, vendar proces čiščenja traja 3 do 4 leta, povprečno. Človek ve, zakaj je težava, ampak da se to očisti, da izveni, da lahko potem s svojimi starši vstopajo v odnos brez občutkov krivde, brez občutkov dolžnosti in tako naprej, mora seveda 3 do 4 leta trajati in izveni. Vendar morajo seveda napraviti določeno pot, ker morajo priznati vsa čustva, zamere, jeze, besa lahko, žalosti in vsega tega. Ne moreš tega zanikati. V katoliških krogih je morda malo težava, ker si enostavno 4. zapoved preenostavno interpretira, večna hvaležnost očetu in materi, ne glede na to, kaj s tabo delajo. In tukaj treba tudi te stvari razčistiti. Ker drugi del, druga plat te 4. zapovedi govorite tudi še druge. Tako da tukaj treba potem napraviti marsikaj. In tukaj seveda so očetje tisti, kateri je vaša vloga in naloga. In seveda za očete to pomeni, da morajo biti tako, kot se spodobijo. Dostikrat mi učitajo, da sem mizogin, da sem ne vem kakšen homofob, vsega hudiča. Jaz mizogin, pa zdaj smo ženske rad, Madonna, Bohar žena zraven. Pa strašno krasna bitja so ženske. Da jaz sovražil, nekaj se vdajte na mer. Ima so stališče, ki je malo konzervativno za današnji čas, ampak je takšno, kot je. In osnovna naloga moškega je pravzaprav, da ne to, da je v tem, kot pravi, ja, ta patriarhalno, moški ne delajo tega, ne delajo onega. To je bilo včasih, med vojnama in po vojni, seveda, so bile vloge popolnoma drugačne, ker so moški bili na polju ali kjerkoli, da so prinašali denar domov in matere so imele velike družine, velike otroke, mnoge so ostali tudi doma in so bile te vloge jasno, naravno porazdeljene. V današnjem času seveda moški ravno tako vstopa v družino oziroma v družinsko delo, pomoč svoji ženi, tako kot ona, se ona tudi v službi. Ne moramo zdaj več deliti moške, ženske in tako naprej, da se moški ne bi ukvarjal z otroki, jih previjal, dojenčke in tako naprej. Ravno tako kot oni. S tem ni nič manj moški, to hočem povedati. Nič manj, če je vpet v družinsko delo pomoč ženi in tako naprej. In njegova naloga je,
da tudi ženi, če ima ambicije, da nekaj ustvari v tem svetu svojem ustvarjalnem, če hočete in tako naprej, da neko kariero gradi. Je njegova naloga, da mu to omogoči. Kot njena, da njemu omogoči. Seveda to je stvar zrelosti. Se spomnim moj primer, jaz imam vlasten primer, žene, ki je, ona je dvojna doktorica znanosti. In ona je študirala ogromno v tujini. In da sem imela 3 majhne otroke. In ko je ona študirala, sem vso, bi jaz lahko rekel, draga moja, ne greš 3 mesece v Ameriko, na študiji, ki me je Polgetijevo štipendijo, oziroma Polgetijevo štipendijo imela, ja. In cela Amerika prečesala, jaz pa s 3 majhnimi otroci 8 letki doma. Rekel, draga žena, ne gre. Ne bom jaz pač to počel. Rekel, draga žena, beži, hvala Bogu. In sem vso skrb za otroke prevzel teh 3 mesecev jaz. In še neštetokrat, ki je hodila na Dunaj, Rim in tako naprej. Po 14 dni, mesec, 2 in tako. In sem seveda kuhal, na hvala Bogu sem imel v šoli kosila. In znal sem pa puding skuhati. To pa ja. To sem imel sam 20 pudingov skozi, tako narejenih, in potem je enkrat za takšne intermezzo. Pridem in vsakmu šalci je ena žlica manjkala. Pojedena, ne. Popravim to malo Juretu. Jure, ja, kaj pa delaš? Rekel, hujšam. Sam malo pojedel. Tako. In je bilo, zaradi tega nisem bil nič prizadet, hočem povedati, nič manj moja moškost oziroma ni trpela. In ko sem jaz študiral, ko sem jaz potem študiral doktorat in tako naprej, ko sem študiral od zjutraj do večera, je ona prevzela vso vlogo in nalogo za otroke. Vse ne gre drugače, kot da se en drugemu pomagamo. To je zrel odnos. Ne more biti to zdaj forsiranje samo moške, zaradi tega sem jaz moški, meni pripadajo neke stvari. Daleč od tega, nismo več tam. S tem ne zgubljamo vlogo moškega, tako se spodobi. Daleč od tega. Ne. Sem že malo predolg, ne? Ali lahko zaključim? Se pravi, ki me odnese, začnem ropotati in tako naprej. Tako da, se pravi, zavedati se tega, kaj pomeni biti moški, ne pomeni biti moški v tem mačističnem, napačno patriarhalnem smislu. Patriarhat ni nič slabega, če moški in ženska igrata vlogo tako, kot se spodobi. Si pomagate en drugemu in to je zgled, glaven zgled otrokov. Da si prisluhneva, da znava slišati en drugega. Da je, na primer, svet moje žene, njen svet, ki je njen subjektiven svet, za njo najbolj objektiven. In moj svet, ki je moj svet, je za me najbolj objektiven, čeprav je subjektiven. In te dva svetova trešta skupaj, skoraj da lahko vsak dan. In kaj se dogaja? To je začaran krog konflikta. Jaz zagovarjam svoje videnje, ker je za me najbolj objektivno. Ona zagovarja svoje in se trešva. In je takoj, se čutiš napadenega, čim se čutim napadenega, gremo v obrambo in obratno. In se dokazujeva en drugemu doma bolj prav. Kako more hodiš babi razmišljati tako, jasno, da je tako, kot je svet. Ne? In ona podobno razmišlja, morda ne tako intenzivno, ali pa moja energična. In se je treba naučiti, oziroma naučiti empatično se vživljati v svet svojega partnerja, svojega moža, svojega žene. Da je njen svet ravno tako ureden, tako kot moj. Čeprav je različen od mojega. In se je treba naučiti, to so tehnike posebne, da ta svet znam empatično sprijeti, čeprav se z njim ne strinjam. To je zdaj ta umetnost, kako začaran krog konflikta presekati. Kajti mi v konfliktu vedno spreminjamo partnerja. Ko bo on spremenil svoje mišljenje, bo v redu. Ko bo on drugače ravnal, bom jaz v redu. Bo ok. Zato je misija nemogoče. 5. del. Nemogoče. Se pravi, možnost spremembe je samo pri meni. Kaj bom jaz spremenil, in to daje upanje, da bo tudi žena spremenila svoj pogled na nek problem. Ne pa da zahaklamo, ampak da spremem, čeprav se ne strinjam z njim, ga lahko upoštevam in potem lahko prideva do neke skupne rešitve, ki je tako zmaga, win-win pozicija. V konflikti se pa vedno tako zapletemo. Dobro, jaz vem, kaj enih stvari je, pa je ne bom pripodval. Še Urša mora priti na vrsto, ne da sem jaz nakladal. Dobro, hvala lepa.
Ja, in bi jaz res nekako nadaljevala s tem, kar je tudi že gospod govoril. Se mi zdi, da je on res lepo predstavil to, kaj vse pripravi teren, da do tega, o čemer bom pa jaz spregovorila, bi čim manj prišlo. Ne? In se mi zdi, da je to vsa ta preventiva, vse to znanje, ki ga delite, vse, kar vi, gospodje, delate na teh skupinah za moške, da se srečujete, da o teh pomembnih temah, sploh mladi, ki ste govorili, razmišljate. To je vse, če tako naredim eno piramido, to je vse od tukaj spodaj. S tem, kar pa jaz delam, je pa čist na vrh, da bi se tistega izognili. Tako da moškega in žensko je ustvaril, pa vam pokažem, kaj je Bog ustvaril. Jaz imam s sabo nekaj zelo lepega, ki vam bo sigurno všeč, pa lahko to gre vmes. Si želim, da bi šlo skozi vse vaše roke. Mi smo v naši iniciativi, ki ji rečemo Pohod za življenje. Če kdo ne ve, jaz pač koordiniram to skupino in organiziramo enkrat na leto en velik dogodek, ki mu rečemo Pohod za življenje, po angleško March for Life, ki v tujini že traja 50 let, mi pa bomo zdaj tretjega tazga v večjem formatu naredili, bil pa je že eden leta 2014. In ko smo videli, ko smo skozi ta čas videli in se poglabljaš v to temo, si rečeš, o moj Bog, kako naj jaz to zdaj ljudem predočim, o čem se gre. In smo našli en čudovit material, ki vam ga želim dati v roke, ki so ga 2 leti študirali, kako naj ga naredijo, da bi po velikosti, po teži, po razvoju in po tipu odgovarjal realnosti. Torej, tukaj je komplet dojenčka od 7. tedna do 10. tedna in lahko res vidite, koliko velik je otroček v maternici. Tako da jaz bom dala kar začeli bomo z najmanjšim, bom dala vsazga. Čeprav še preden gresta ven, vam pa pokažem to razliko. Poglejte, 7. teden in 10. dajte tako narediti. Poglejte to, koliko zraste in prvo Slovenije dovoljen do 10. tedna splav. Tako in bi kar vsazga dala lepo okrog, pol boste pa lahko zunaj gledali, kaj ima pri kakšni starosti. Pa vmes bom pa jaz pač druge stvari govorila. Tako pa pol bo šlo tjale naprej. No, še to vam povem, da ko sem jaz ta komplet dobila, sem bila lih noseča in je bil moj otroček takole velik in sem se zjokala, ker sem videla, kako je to lepo. Pa sem se pa še enkrat, ko sem prvi komplet vzela v roke, pa sem videla, kjer jih otrok v Sloveniji največ umre. Tako, ok. No, ampak želela sem začeti z drugimi besedami, želela sem v bistvu začeti s tem, da mi je v čas, da sem lahko tukaj med vami. Pa ne samo zato, to je to, evo, to so vsi. Pa ne samo zato, ker sem pač ženska in pa vi ste moški, tudi zato, ampak v prvi vrsti zato, ker, da vas malo provociram že takoj v štartu, da se zbudite, če je kdo malo že utrujen, če je bil preveč na telefonu včeraj zvečer, ker je v bistvu ta tema zaščite življenja najbolj nemočnih v naši družbi, v prvi vrsti je splav moška tema. Zakaj? Vas v resnici prepričujejo lih obratno, da vi morate biti tih, o tem nimate kaj govoriti, to je ženska pravica, to je ženska izbira, vi pa mogoče imate celo lahko mnenje, ampak drugega pa nič od vas naj ne bi družba pričakovala na tej temi. Ampak, če vemo, da 1 od 5 žensk v Sloveniji izbere splav, potem tudi 1 od 5 moških izbere splav. In na to zelo radi pozabljamo. Ne? In če poslušamo, kaj v tujini povedo, ker v Sloveniji tega ne moreš zvedeti, ker statistik ni, bi več kot 90% žensk, ki pridejo na te klinike, izbralo življenje za svoje otroke, ali oziroma ne bi niti pomislili na to, da bi to naredili s svojim otrokom, če bi oče od tega otroka jim stal ob strani. Tako da je zaradi tega splav danes bolj moški kot ženski problem in zato mi je včas, da lahko govorim eni taki veliki skupini moških. In ko vam svet govori, da morate biti tiho, in če mi vemo, da kdo zdaj le vodi naš svet,
mi vemo, da moramo v bistvu lih obratno narediti. Ne, da morate biti tiho, ampak morate biti pač pogumni in govoriti. Pa bi mogoče šla malo nazaj. Se pravi, gospod Perko je govoril bolj res o tem, ko pride otrok, o odnosu med žensko in moškim. Kako narediti kako vzgojiti to lepo okolje, dobro okolje, da bomo sploh imeli take zdrave moške v naši družbi, ki bojo lahko zaščitili vsako življenje. Jaz bi šla pa še majčkeno nazaj, ker mogoče med vami tudi kakšen, ki pa ni še recimo poročen ali pa ste še mladi fantje, bi res razmišljala o tem, ne? Kako to, da je Bog najprej Adama na svet poslal, pa potem Evo, ne? Ste se kdaj to vprašali? Se pravi, v Svetemu pismu piše najprej prišla, a ne, tako vse veste, ne, to ne bom zdaj brala, z namenom, čist prepričana sem, ne. On je mogel priti prej, a ne, ker Eva ni mogla kar padati dol v nekaj nepripravljenega, evo me, a ne, on pa čist zgubljen, ne, novi svet, vse novo, ne. In predstavljate si tudi srce enega mladega moškega, enega fanta, ki vstopa v življenje odraslosti, ne. To je res, kot bi bil bum v raj noter vržen, a ne. Njemu je ta svet čist nov, hormoni, lepe punce, svet, toliko ene tehnologije, mislim, saj ne ve, veš, kje bi se začel, a ne. To je veliko, a ne, za enega mladega človeka, a ne. In kako mu lahko res vi, očetje, pomagate, kako si lahko vi mladi res pripravite svoje srce na to vašo Evo, da bo prišla v nekaj lepega, v nekaj urejenega, v nekaj, kjer ne bo nikoli prišlo do misli, da bi kakšen otrok mogel končati življenje, ker bi bilo toliko težko v tem odnosu, ne. In kaj naj mladi naredijo, ko čakajo na svojo ženo? Zelo veliko lahko naredijo, ne. Res, spoznajo lahko, vzemete si lahko čas, da spoznate učiteljstvo cerkve, zakaj cerkev uči, kar uči, a ne. Jaz vam bom dala danes 2 podobi, ki mogoče lahko greste z njo domov, če ste drugo pozabili, se lahko na te 2 spomnite, ne. Jaz si rada rečem, da je cerkev, naša mati cerkev, tako kot ena koklja, ne. Ona takole razšopira na svoje perje, ne. In piščančki lahko lepo ven pa not grejo, ne. Oni svobodno lahko grejo ven pa not, ne. Ampak če šli predelež, bo tudi orel lahko jih napade, ne. Sicer bo ona kura se na vse pretege borila za njega, ne. Ampak to res, učiteljstvo cerkve je treba spoznati in zakaj nas cerkev uči, kar nas uči, a ne. Ker veliko mladih, roko na srce, to ne more kar vedeti tako, da pade z neba en dan, pa jim je cel katekizem jasen, daleč od tega, ne. To je ena stvar, a ne. Pripravijo lahko svoje duše, se pravi, da bojo starši se trudite, da bi bili verni in se trudimo in tako. Poglejte, pripraviti svoje telo, ne, to fante delate v tej najmlajši skupini, pripraviti svoje namene, svoje poglede, da bojo čisti, da bojo ozdravljeni rana, ne, Gospod je veliko govoril o tem, kaj vse lahko prinesemo v svoje odraslo življenje, ne. In nekatere stvari so ozdravljive, nekatere pa niso, ne. In takrat, ko še nisi poročen, to je pa najboljši čas, da se s tem soočaš, zato ker pol, ko se pa že poročen, pridejo že druge stvari, največkrat hitro otroci, če Bog da in tako, ne. In je manj časa za to in tako da res mladim vas polagam na srce, da se prej teh stvari lotite, ne. In se učite o teh stvarih in da se res pogovarjate, kaj pomeni to biti z nekom, hoditi z nekom. Tako res mi zdi, da je vedno več dobrih materialov okrog tega, tudi v slovenščini in knjigi in tako, res mi zdi, imamo starši vedno več dobrih tudi stvari za ponuditi svojim otrokom in se tukaj res zahvaljujem vsem, ki ste aktivni in zbirate in tegrumu in iskreni in živim in tako. To je res velika dota, ki je danes lahko date svojim otrokom, damo mi, ki je pa mogoče naši starši niso imeli. In živimo res v enem času milosti, ne. Mi se moramo res zavedati, da zdaj je čas milosti. Zdaj je ta po sveti Faustini, ne. Mi dva z možem zelo imava rada sveto Faustino. Zdaj je tisti čas milosti, ne to pozabiti, ne.
In Bog, ne, pa še eno sem rekla, vam bom dala še eno podobo. Ne. Zdaj, ko je zdaj ta čas milosti, predstavljajte si, da ste velike enih stvari, da smo velike enih stvari prinesli iz svojega otroštva, tudi jaz, ne mrskaj. Ampak Bog ima toliko velik za nas, toliko velik, da se mi sploh ne moramo predstavljati, koliko milosti ima on za nas. Ne. Jaz si rada predstavljam uno mraveljico, ki lahko mislim, da 100-krat večji tovor nese, kakor ga ona zmore nesti. Ne. Res, da bi razmišljali o tem, tudi v zvezi s tem, kar vas bom še potem naprej prosila. No. Tako da, ja, Adam je pripravil vse, da ko je Eva prišla, da se je počutila sprejeto, ljubljeno, popolnoma varno. Ne. V kulturi mojega moža uporabljajo besedo princeska, ne, mogoče v slovenščini to ni, ne, ampak da vsaka ženska, vsaka žena se želi čutiti res popolnoma unikatna samo za tistega svojega moškega in želi biti od nekoga princesa, ne, posebna. Ne. In tukaj bi šla še malo, bo še mečken mogoče pogledala malo bolj na noter, da ja, on jo je ustvaril popolno, a ne. Zelo dobro je rekel, bilo je zelo dobro. Ne. Ni ustvaril nič z napako. Ne. Ni ustvaril on žensko ali pa nas z napako, ne. Da bi mogli karkoli zatirati, da bi mogli njeno telo zatirati, da bi mogli mogoče celo izvesti kaj tako agresivnega, kot je abortus, splav, ki mu nekateri rečejo tako zelo z grdo besedo, tako sprevrženo zdravstvena oskrba. Ne. To Bog ne dela napak in ženske nimamo napake. Ne. In je res tukaj, tudi tukaj je ena spodbuda vsem, ne. Kaj nas cerkev tukaj uči, tudi na temi kontracepcije. Ne. Jaz nisem zdaj strokovnjak na tej temi, lahko pa sama iz svoje izkušnje povem, ne, kaj je Gospod rekel, da pričevanje najbolj doseže. Ne. Lahko pa sama iz svoje izkušnje povem, da sem oboje žal, a ne. To mi je hudo, da je tako moglo biti, ampak lahko povem, da uporaba kontracepcije ne vpliva na boljše spolno življenje. Ne vpliva, je slabše. Tako da cerkev nas zato hoče zaščititi, ker nam hoče dobro, ker noče, da mi potem še v zakonu, če smo spolnost pred zakonom živeli, da še v zakonu moramo predelovati tisto, kar je za nazaj treba predelovati. Ker Bog si je to zamislil v popolnosti, in je rekel, bodite popolni, kot je popoln vaš nebeški oče. In ja, ni lahko, sej vsak par ima svoje okoliščine, pa vsak cikl ni tako po učbeniku, kot rečejo. Ne? In se marsikaj težko, ampak se pa da. Se pa da in se mi zdi, da res ste moški poklicani, da ste te varuhi. In bom zdaj se res navezala. Se bom navezala naprej na svetega Jožefa, ne, kjer je res, se mi zdi, res lani, ne, je bilo leto svetega Jožefa. Jaz mislim, da to res ni naključje, da je bilo lansko leto svetega Jožefa, ko pogledajte, v kakšen čas gremo. Ne. Od vse te ideologije, družina, vse tako, ne, se mi zdi, ne vem, mogoče se vsakmu zdi, da v tistem času, ko on živi, je najslabši, ne vem. Ampak sigurno to ni naključje in se mi zdi, da je to res en neodkrit svetnik, ki ga moramo, ki zdaj našen čas hrepeni po njem. Zakaj? Ker rabi pogum svetega Jožefa, da obrani svojo družino. A ne? Vi ste si dali tako ime, da ste možje svetega Jožefa in če vi hočete postati kot sveti Jožefi, potem morate biti varuhi otrok. To je Jožef bil. In ni bil Jožef varuh samo svojih otrok. On ni imel po naravni poti otroka. On je bil varuh tujega otroka. In vi ste tudi poklicani, da ste varuhi tujih otrok, da ste duhovni očetje tujih otrok, teh razbitih družin, o katerih je tudi gospod Andrej pregovoril, ki trpijo. Ta svet nas kliče, da razmišljamo o tem, kako bomo duhovni očetje. A je kdo od vas posvojiteljski oče? Lahko dvigne roko. Tudi mi dva nisva.
Ampak jaz sem prepričana, da Bog v današnjem času, ko se toliko splavov zgodi, med nami, ki tukaj danes sedimo, in med kristjani, pa tudi če že imamo otroke, kliče posvojiteljske očete, da odpremo svoje družine, da odpremo vrata svojih družin. Res je, da so na naših socialnih službah vrste za posvojitev 500 parov in mogoče celo več. Ne ozirajmo se na to. Vsaj unih, ki nimajo otrok, jih tako preveč še oni ne dobijo. To je res. Ampak kaj pa pomislite, a ni lepše za enega otroka, ki ga ena ženska ne more sprejeti, da prije nekam, kjer so že eno ljubeče okolje, kjer so braci pa sestrce. Kaj je lepšega? In res vse spodbujam, jaz tudi svojega moža malo počas masiram. Dejva se na razpolago, vse to ne pomeni, da kdaj koga dobila. Dejva se na razpolago, nikoli ne veš. Mogoče, če bomo mi začeli govoriti, mi smo pripravljeni sprejeti vaše otroke. Imamo že 3 doma, še 2 sprejmemo. Radi se imamo toliko, naše ljubezni je preveč, toliko nam je lepo, sprejmemo še koga. Tako, no pač, ena taka misel. In se mi zdi, da res to bo tako, obratno bomo mogli priti do rešitev. Ne? In mi, ki imamo ta dar vere, ki imamo ta dar ljubezni med zakoncema, ki se trudimo, ki se pogovarjamo, ki delamo za Božje kraljestvo, ki se zavedamo, da mi hočemo svoje otroke v nebesa pripeljati, ker to je naš cilj. Ja, a ni nekaj najlepšega, da bi še kakšnega otroka imeli, ki mu drugače ne bilo dano živeti. In sveti Jožef je bil varuh, odrešenikov varuh. Če sveti Jožef ne bi poslušal Boga po angelu, bi Jezus lahko umrl. To veste. In on ga je rešil, ker je vstal in je šel sred noči in vzel otroka in bežal. To si tako jaz rada plastično predstavljam in to je kruta zadeva. Sred noči moraš vstati, pobrati vse, kar imaš, iti v Egipt, kaj boš tam, nič ne poznaš nobenega. On je bil varuh device. Jaz sem čist prepričan, da sveti Jožef, Marija je mogoče bila, je bil vzet ki je bila brez izvirnega greha spočeta, mogoče ni, da vem, se sprašujem, mogoče ni imela te naravne želje po moškem, da bi čutila privlačnost, da bi si želela dotika, da bi si želela spolnosti. Sveti Jožef je pa najbrž imel. In on je živel čistost, popolnoma do te svoje, pa Marija po moje ni bila ena grda ženska, čisto siguren, da ne. A mislite, da bi si Bog za svojega sina, ki ga je poslal na svet, eno grdo naredil? On je sam svojo mater ustvaril, tako, če tako gledaš. In je siguren bila ful lepa. In on je bil varuh te device in danes ste očetje varuhi svojih malih devic v vaši družini. A mislite, da bi sveti Jožef dovolil, da bi njegova, če bi bilo tako, ne, če bi imel hči, da bi ona v pajkicah hodila okrog? Jaz ne bi rekla. Pa da bi bilo vse oprijet, pa da bi nosila hlačke do tukaj gor. To mi ne moramo nasedati na vse, kar ta družba nam ponudi. Mi moramo biti varuhi svojih punčk in svojih hčera in svojih sinov. Mislim, fantje, jaz vam čestitam, da vi vsak dan greste v šolo in gledate tiste napolnage punce, da vi to preživite. Jaz se peljem samim šole, pa mi slabo včasih, ko pomislim, kam bo moj sin šel? Kaj bo on to mogel vsak dan gledati? Res, kar hudo mi rata, da to govorim. To smo šli, mi zašli. In mi moramo biti drugačni. Naš punce mora se drugače oblačiti, mora drugače se obnašati. In jaz sem bila v šoli za evangelizacijo v Rimu in mi smo imeli prav trening, kako se bomo oblekle. Ko tako dol narediš, da se ne vidi do ne vem kje, da ko ustaneš, da se tle vse ne vidi, da ni vse nekaj oprijet. Veste, kaj so rekli fantje, naši, ko je bilo 18, nas je bilo iz 12 različnih držav, fantje so rekli, da če vidijo punco v pajkicah, pomislijo, kot da so neki pozabili oblečiti. Da so pozabili oblečiti kiklo. In da ko one grejo na adoracijo, ko smo imeli vsak dan 1 uro adoracije, da se zato radi čim prej v spredi usedejo, da v miru lahko molijo. Tako pač, varuh devic je bil sveti Jožef. Steber družin, to vi zelo dobro, ne rabimo tukaj veliko govoriti, kras domačega življenja.
res, wow, duhovni vodja, on je bil siguren, pa je bila Marija, po moje, najbolj duhovna od tako ljudi od nas, a ne? Ampak on je bil njen duhovni vodja, bi rekla, on je sigurno bil glavni v družini. In vi ste duhovni vodje vaših družin, da ustvarjamo to domestic church, kako se to reče, cerkev v družini. In se zato, in imeti to čast, da ste lahko, dajte nam iz rok vzeti to, ker jaz vse, čista prva, se priznam, ko začnemo pri južni, jaz že, daj začni. Pa pol on začne meni očeta in sina in svetega duha. Mi smo tako sprogramirane, da stvari že vidimo že naprej vse. Ne? In vam moramo dati prostor, da lahko vi to ste vi pregovorili. Mi moramo utihniti, vi pa morate potegniti naprej. Da otroci vidijo, da vi začnete moliti. Da vas otroci vidijo na kolenih. Pejte s svojimi sinovi na adoracijo, pa klečite skupaj 10 minut. Jaz mislim, da če boste šli enkrat na teden, da to bo dota za svetnike. Mene zelo nagovarjajo svetniki in si želim tako vzgajati svoje otroke, kot so jih svetniki. Saj mi ne gre, si želim vsak dan, imaš pa ne morem. Pa tako naprej. Ampak jaz si želim biti svetnik in to svojim otrokom tudi govorim. In iščem možnost. In jaz sem jo najdla. Vam povem, kjero. Meni včasih sem mislila, joj pa, vse tele kraljice, ki so imele, jasno je bilo čisto easy biti svetnik, bila si ena bogata kraljica, odprla si vrata, tam en kup revežev, gremo, nafutramo, evo, Sveta Elizabeta, kjera na drugi vrsti. A ne tako, sem mislila, pa to je bilo taka easy pot svetništva, Bog me obvaruje, se po zelo grdo govorim. A ne, ampak, kaj pa danes si mislim, ja pa danes je pa res težko. Kako pa jaz danes sveta tamle, ker ne stojijo pred mojim, da jih povabim not, pa da jih nafutram, pa da jim dam za obleč, nesem na Karitas, reče, vse je polhen, mi smo bili jih nabrali, da bomo dali nekaj na Karitas. Ne. Mislim, a ne, če tako gledaš, ampak kdo so najbolj ubogi v naši družbi? Kdo so tisti, ki jim niti ne priznavajo, da so ljudje? Jaz mislim, da so otroci pred rojstvom najbolj ubogi v naši družbi. In če hočemo biti svetniki, in če hočete biti svetniki, in zdaj pred dnevi je Pater Tadej nam tako govoril, jaz ne vem, ali to teološko zdrži ali ne, to boste gospodi duhovniki boljš vedeli, ampak da mi si lahko tukaj na svetu zaslužimo nebesa in se odločimo, da bomo svetniki. In da ni to neki, ja, ti si pa čist preveč ponosen, če tako govoriš, pa tako razmišljaš. Moraš biti ponižen, ne smeš na glas govoriti, da hočeš biti svetnik, tako skri se v en kot. Ne, dajmo. Zaščitimo te najbolj uboge. In Sveti Jožef je bil strah hudobnih duhov. Da se nekomu zgodi, da nekdo prije do take odločitve, da bo šel in svojega otroka ubil, ki je že začel obstajati, ni pa še prišel ven, ki se še ni rodil. To se zgodi na nivoju misli. Ona se, bi ali ne bi, razmišlja. To je duhovni boj. In mi z molitvijo, in jaz vem, da vi veliko molite, z molitvijo se pa tukaj naredi, se pa tukaj pomaga. Tako da on je naš pro-life zametnik, Sveti Jožef, in jaz mislim, da je zdaj čas, da smo zdaj v času Svetega Jožefa bolj kot kdajkoli prej. In vas vabim, da ga tudi bolj nosej, brez veze, da vas jaz to govorim, da ga bolj spoznamo, to ste najbrž že, to bi mogli meni povedati. Okay. To pa, da ne bom predolga, ker vi najbrž bi radi šli na kosilo. Ok, tako. Pa bom potem, so mi rekli, da jaz sem drugače prišla tudi, da vas povabim, da vam dam tudi konkretne ideje, kako ste lahko Sveti Jožefi in kako smo lahko, kaj je danes za narediti, kako lahko danes stopimo naprej, kako lahko danes zaščitimo nerojene in kaj lahko danes naredimo. Tako da vam bi rada še spregovorila o pohodu za življenje in vas povabila, tako da ne smete iti prej domov. Evo toliko za enkrat.